Ljudje in ljudine, poslušate 74. epizodo oziroma 19. special iz karantene podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z. Obot, odročno beleženje okoljskih debaklov, smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp Jo. in moja malenkost Aljoša Harlamov. Tudi tokrat brez gosta, zato pa še vedno nič manj gostobesedni. 74. epizoda je torej 19. special iz karantene, namenjen našemu duševnemu zdravju. Z njim pa želimo lajšati karanteno tudi vsem vam, ki ste te dni doma. Upamo, da to obdobje preživljate brez prevelikih pritiskov, finančnih in drugih, med svojci, zdravi, ljubljeni in na varnem. In vsekakor tole snemamo za vse tiste, ki si izolacije ne morete privoščiti oziroma vam je kapitalizem ne privošči, pa tudi za vse pogumne in preobremenjene, premalo cenjene ljudi tam zunaj, ki se dnevno izpostavljate, da bi pomagali najšibkejšim, bolnim, pa seveda, da bi omogočili izolacijo vsem nam, ki imamo ta privilegij. Hvala vam, tega ne bomo in ne smemo pozabiti. V današnji epizodi še ne bomo govorili o seriji Dark, ker je eden od agentov, Igor, še ni pogledal do konca. Zato pa se bomo lotili povsem svežega filma, ki ga lahko bodete na Netflixu, in sicer gre za The Midnight Sky, več o njem seveda v nadaljevanju epizode. Če filma še niste gledali, pa ga nameravate, ali pa ga nameravate zdaj zaradi nas, potem za vas velja standardno opozorilo. Tudi ta epizoda bo vsebovala kvarnike, če bi film prej pogledali, storite najprej to in se k poslušanju naše epizode vrnite pozneje. Če ste film pogledali ali pa ga niti ne nameravate gledati, bi pa se kakšno uro kratkočasili, pa se nam pridružite na drugi strani naše uvodne špice. Maestro, vzemi nam sapo. Mi smo nazaj, to je bila naša špica, to smo še vedno mi, še vedno v karanteni, še vedno imamo epizodo enkrat na teden in če treba za vas pogledamo film tudi 5 minut pred snemanjem epizode. 5 minut prej ga končamo, ne v 5 minutah, da ne bo kdo mislil, da... Onki se daje za nas, veš. Ja, naj ljudje vejo za žrtev, no? Ne moramo mi biti... Tako da nikoli ne bi pokazali našega mučeništva. Skratka, The Midnight Sky smo obodli med tem, ker, skratka, kot rečeno, pač Dark vseeno še nismo uspeli vsi pogledati, ampak baje ga bomo že do naslednjič, ne, Igor? Ja. Igor je pospešil, gleda kar zmešan, vse razume, vse se mu sestavlja sproti, sploh ne rabi tega nič tuhtati. Celo steno imam prelepljeno s slikami in nitkami. I got this. Tak, še angliške podnapise si sklopil, to mora laufati kar direkt. Ein špric Deutsch. Dal sem nizozemske, da je bolj zabavno. Ja, definitivno se ne bomo govorili v nemščini naslednjo epizodo, ampak mogoče pa bomo povedali The Matrix ali pa kakšno tako besedo. Skratka, The Midnight Sky je bil zunaj 23. decembra, malo pred Božičem, če ste ga gledali za Božič ali za nov let, kar je nekako pasal v konec vsega. Režiral ga je naš Gregor Clooney, George Clooney, skratka, ki je med drugim režiral, jaz sem si par filmov izpisal in skoraj da vse njegove filme pravzaprav izpisal, ker ni tako ploden režiser, moram reči. Mislim, zgleda, da vseeno raje igra, od Confessions of a Dangerous Mind iz leta 2002, Good Night and Good Luck 2005, potem ga najbrž mnogi poznamo po prvih dveh, no vsaj, ki sta predvsej dobra. Potem Marčevske ide, tega jaz nisem več gledal, The Monuments Man in Suburbicon iz 2017 je njegov zadnji film, predtem je pa vmes posnel še nekaj epizod serije Kavel 22. To bi bilo, skratka, George Clooney v tem filmu tudi odigra glavno vlogo gospoda Augustina Lofthausa,
s takim pristnim primkom. Mogoče drugih igralcih kasneje, Felicity Jones igra, David Oyelowo, Kyle Chandler, to pa že bolj ali manj vsi tisti ta najbolj znani. Damien Behir je bil v celim vrsti serij, pa enkrat je bil celo nominiran za Oscarja. In je super igralec vedno, on igra Sancheza, pa Ethan Peck je bil mlajši Augustin, on pa je vnuk Gregorja Pecka. To je vnuk, se pravi, sem prav pogruntal, da ima ta nek Peck nek pomen. Jaz sem še videl en hiter cameo za Trek, ki je čist na začetku ga prijateljsko spravlja na helikopter oziroma se prepirata, greš ali ne. Tisto je igralec Tim Russ, ki je v Voyageru igral Tuvoka. Okay. Ja, ne vem, če v kredicih, ampak to je samo tak hiter cameo, 2-3 črtice ima to. Se ga ne prepozna brez onega make-upa. Jaz ga prepoznam, pravi Treki ga bi ga prepoznal. Mislim, da boš, da nadaljujemo. Skratka, film je posnet po romanu Lily Brooks Dalton, romana je naslov Good Morning Midnight iz 2016 je, če boste si slučajno poiskali. Scenarij je pa napisal Mark L. Smith, ki je drugače scenarist Revenanta. Skratka, če se spomnite tistega filma, kjer ima Leonardo DiCaprio zelo bližnje srečanje z medvedom. In ker smo že pri Star Trekih in vseh teh podobnih zadevah, naj bi bil on tudi tisti scenarist, ki dela ali pa je delal, ne vemo, kje je ta projekt, na nepoimenovanem Quentin Tarantino Star Trek projektu. Tako da to so te zanimivosti, odsvirki iz To še mi zdaj ni jasno, kako bo izgledalo. Bo Samuel L. Jackson, potem I had it with these motherfucking Klingons on this motherfucking Starship. Se pa tale projekt je bil kar insane. On je v bistvu pičnil idejo, neko zasnovo, potem pa so 3 scenariste imeli, da so naredili outline in so izbrali tega Smithovega. S tem, da drugi scenaristi so čist druge žanre drugače delali. Zdaj se ne spomnim, kdo so, ampak ena scenaristka je bila, ki vem, da fantasy drugače piše. In je bilo tako da on je imel idejo, pol so imeli 3 čist različne izpeljave te ideje, pol pa so se odločili, ok, dajmo nič narediti s tem. Kot je ponavadi v Hollywoodu primera. Okay. Ja, skratka, to mislim, da pove marsikaj o tem projektu ali pa o teh idejah. Verjetno bomo kar nekaj govorili tudi o glasbi. Alexander Desplat. Alexandre Desplat. Se opravičujem, hvala Igor za ta francoski poseg. Jaz sem se nekaj trudil, ampak ja, seveda Igor ima prav in jaz ne bom poskušal ponavljati. Skratka, Desplat je tisti, ki je delal glasbo za ta film in zdaj rabimo kratek recap tega filma, za katerega ponavadi poskrbi Igor. Če smem reči, hvala Bogu, Desplat to pot naredi samo glasbo, zato ker v Monuments Men je brez kakršnega koli razloga igral enostransko vlogo, obupno, ker je skladatelj in ne igralec, ampak Clooney je rekel, rabimo enega Francoza, očitno tudi pred kamero, in ga je silo igrati tam vmes. In tista scena je še, tam tiste scene, kjer se on pojavi, so med slabšimi v že tako zmedenim filmu. No. Ampak ja, tukaj pa naredi glasbo. Desplat je en najbolj plodnih teh skladateljev zadnje čase, od tega kraljevega govora, za katerega je pobral Oscarja, ki je res fenomenalen. On naredil ogromno, tako po 3 filme na leto, take večje naredi glasbo. Ja, jaz mislim, da je dobo Oscarja za Grand Budapest, pa za, kaj sem še napisal tamle, kjer ga že. Aljoša, prosim, preberi. Tako je. Shape of Water, ja. Ja, tega. Ja, pa že predtem za King's Speech. Ne, 2 ima. To sta ta 2. Ok, dobro. A sem zmagal v triviji? Yes! Bo neodvisna komisija preverila in se javila. Gremo zdaj k filmu. Torej, zgodba filma Midnight Sky se odvija na 2 lokacijah. Prva je
lik tega Augustina, ki ga igra George Clooney, ki je na neki arktični postaji, zadnji človek, ki je tam ostal. Vsi ostali gredo domov k družinam, ker je bolj ali manj konec sveta. Ne razložijo na nobeni točki, kak in zakaj je do tega prišlo, vidi se pa na nekih posnetkih, vmes, ki jih on gleda na zaslonih, da gre za neko kontaminacijo z radiacijo, neko sevanje, ki pač do Arktike še ni prišlo. On pač namerava zadnje dni tam preživeti in ima neko mašino za neko vrsto transfuzijo, dializo, kakorkoli, umira od raka, čisto točno, zdaj pa podrobnosti ne zvemo, zakaj in kak. Potem nekega dne odkrije, da je tam še ena deklica in nikogar več ne uspe priklicati, zato pač skrbi za njo, na kar se pa odloči, da v vesolju je pa eno vesoljsko plovilo, ki gre proti Zemlji, in sicer iz Jupiterove lune, ki jo je on odkril, ko je bil mlad. In ta Jupiterova luna je po nekem čudežnem naključju dejansko primerna za življenje. In posadka, ki potuje od tam, je bila pač v komunikacijskem blokadi nekaj časa, ker pač najbrž zaradi Jupiterovega sevanja ni mogla dobivati sporočil z Zemlje, zdaj pa jih enostavno ni več. Ne? In on jih proba kontaktirati, ampak zato mora iti na neko drugo arktično postajo, ki ima boljšo anteno, in se odpravi tja, in vmes pač se stvari ne izidejo čist tak, kot bi se mogle, pa vseeno pride tja in se jim javi. Oni pa medtem potujejo proti Zemlji in tudi oni imajo probleme z tem, da jim ladja zaide, pa s tem, da so meteoriti, pa tudi s tem, nazadnje, da ima ena od ta komunikacijska znanstvenica za komunikacijo, inženjerka, kakorkoli, ona ima težavo, nima težave, noseča je. Super igre. S kapitanom posadke boste imela otroka. Skratka, on jih potem uspe kontaktirati, jim zračuna, kako lahko se obrnejo in grejo nazaj in tam nadaljujejo z življenjem, ker bodo edini ljudje, edino preostanek človeštva. In to je nekako to. Vmes se še izkaže, da tista mala punčka dejansko ni... Škar spojilo? Ne obstaja. Glej, itak. Ampak da je njegova hčerka, ki je v bistvu Felicity Jones. Tale lik Iris v vesolju, in da je zato v bistvu ostal. Ampak da pač ni hotel tega priznati ali kakorkoli. Skratka, da film ima zgodbo o koncu sveta, ki ga nihče ne proba niti rešiti, ker je prepozno za to, in vsi se nekako sprijaznijo s tem in zelo civilizirano poslovijo. Kar je redko, moram reči, to vrstni filmi ponavadi vedno probajo najti neko rešitev, se borijo za neko rešitev, jo najdejo, vse nekaj ljudi preživi. Vem, da je en film z Nicolasom Cageom, ki do neke mere deluje zelo v redu, potem pa na koncu se izkaže, da so angeli prišli vmes in rešiti enega fantka in eno punčko. What? Pol pa pač, Nicolas Cage je bil v glavni vlogi, moral bi vedeti. Ampak obstajata pa še par podobnih filmov in eden od njih je dejansko not prikazan, On the Beach. Ne vem, ali je to na obali ali na plaži, mislim, da na plaži prevedeno, je iz 50-ih in glavno vlogo igra Gregory Peck. Tam je pa tudi pač nuklearna vojna, konec sveta, oblak se širi, ampak udarni val še ni zadeval Avstralije in tisti ljudje tam še vedno lepo živijo in nekako pač mine tisti zadnje ure do konca sveta. In je znan po zaključni sceni, ki jo je imitirala, tu pa je zdaj ena ful huda navezava, Rogue One, prav Felicity Jones v zaključni sceni je enaka kot Gregory Peck, in zdaj sem pozabil, kdo je gospodična v On the Beach.
Drug film je pa, ki pa ima podobno zgodbo o tem, kako se posloviti od sveta, pa je malo bolj komičen in je naslov Seeking a Friend for the End of the World, pa igrata Steve Carell pa Keira Knightley. Tam pa pač meteor leti proti zemlji in vsi so taki, ok, whatever, dajmo ga žurati, dajmo ga piti. Tak on je še vedno hodil v službo in tak v službi reče, ok, zdaj iščemo finančnega direktorja, se kdo javi. Tisti film ima en zelo tak zabaven humor, hkrati pa pač tole Keira Knightley rom-com vibe, če je komu všeč to. Čakaj, da vprašam, to je pol un film Črnobel, ki ga gledajo, je pol On the Beach, ne? Ja, okay. Ne gledajo pa Seeking a Friend at the End of the World, ker pač... To je bilo vseeno malo too much, da to vzameš na sabo, na vesolsko ladjo, ja. Mi do tebe sem nekaj prekinil. Jaz sem videl še povezave z... Ta film vidim v povezavi z Melanholijo pa Interstellarjem, nekako tu vmes bi ga kot nek sandvič lahko postavil, ker ima ene podobne teme. Tak, rečemo temu, rezigniran konec sveta iz Melanholije, pa deloma tudi iz Interstellarja, plus v Interstellarju ta neka tema doma pa ljubezni, ki prekorači neko razdaljo. Se mi zdi, da je to pač tema. Vem, Igor se zdaj smeji, ker njemu gre to na kurac, ne, meni je pa to všeč. Ampak ja, mislim, tu sem videl pač ta dva filma še zraven tega. Ja. Zdaj, koliko sem niti ne bral, ampak na enem YouTube videu sem videl, da v bistvu je nuklearna zima, je, ne? Pač, da je to pač nekako... Všeč mi je v filmu, da se to vse zgodi kot nekako post-festom, ne? Ta arktična nuklearna zima, da pač ja, to je dano dejstvo in se v bistvu zgolj skozi Clooneyjev, rečemo temu, rezigniran humanizem vidi, kako se pač sprejema to, ne vem, ja, dejstvo. Pač. To se mi zdi, da je pač en zelo taki zanimiv, sodoben sci-fi element, ki... In moram reči, da v bistvu me ful presenečajo negativni odzivi na ta vidik filma. Imam tudi sam pa ene par negativnih kritik, no, ampak tale se mi je pa zdaj pozitivno, ker je zelo sodoben, zelo poveden, no, ker komod bi lahko to zdaj, rečemo, to neizrečeno apokalipso, ne, komod zamenil z drugo globalno katastrofo kot podnebne spremembe ali pa nekaj drugega, ne, pa, mislim pa, da folk pa šlo to na kurac, pa ne razumem, za kva natančno. Mogoče... Ne, meni se tudi... Prav, koliko sem bral kritike, ljudi motilo. Ena stvar, ki jih je motila, je to, da pač ni neke nobene rešitve. Druga stvar, ki jih je pa motila, pa so bile številne, ne vedno najbolj subtilne reference na druge filme, ki so boljši od tega, kot recimo On the Beach, mislim, ker so pač klasike, pa seveda 2001, pa Gravitacija, obvesli. Mislim, vse so se mi zdeli te vidiki, te reference, te pokloni so se mi zdeli, da skoraj jih moraš dati na nek način v tako zgodbo. Ne? Zgolj zato, ker je bil Clooney tudi v Gravitaciji in je tu not par podobnih scen, je deno, vseeno pa ne vemo čisto točno, vemo, kako deluje vesolje, ampak nimamo zdaj nekih ful izkušenj, da bi kaj bolj glomaznega naredili kot pa to. Ne? In se mi je zdaj prikaz vesolja zelo v redu, razen pač pomislekov, ki jih imam vedno pri teh filmih, da pač oni imajo res dost placa. res imajo dost placa v teh prostorih, praviloma. Dobro, vse to se dogaja v prihodnosti, ampak pač toliko prostega prostora ni. Nekaj, kar bi lahko pričakovali še v Expanse, imajo manjše prostore, se mi zdi. Ne? Ja. Ta film se dogaja, kak je že 2049, ne, napisano na začetku. Ja. Tako da toliko 3D printov glih niso mogli vsekati, da bi bilo to ful prepričljiv ta prostor prikazan. Ja. Čeprav tek, ki pa je noter dan, je pa zelo tako naš, no? Mislim, nekako tako cool. Moram reči, da ta space tech, ki je noter prikazan, se mi je pa zdel zanimiv, jako zanimiv, ker je doable. Ne?
Ja. Razen tega, da je full prostora, je čisto dobro. Isto je bilo recimo z Marsovcem. Marsovci je super film, glede vsega, razen tega, da imajo oni tak glomazno tole vesoljsko ladjo, da je prav ok, bi pa že lahko na Enterprise skoraj bili. Ampak mislim, da pač režiserji, ko snemajo, bi jim bilo to preveč prevelika omejitev in utesnjenost dobiš. Zdaj pa vseeno ti hočeš imeti zgodbo o ljudeh, ki se imajo fajn, večinoma, v osnovi, razen pač, kadar so faced with danger, da je pol boljše narediti tako velike prostore in kljub temu, da pač je to fail na pač realizmu. Ja. Kako se je pa vama zdela tole prekrivanje obeh zgodb, v bistvu vesolja pa Arktike, ki je podobno in da se ne da preživeti, no, mislim. V resnici, kaj pa vem, meni se to ni zdelo tako slabo, zdelo se mi je, da mislim, vseeno smo vedeli, da Clooney čaka na nje in je bilo nekako povezano, to se mi je že dopadlo, da je stvar... A veš, da nista kar neki dve štorije, kjer bi ti na koncu zvedel ali pa ne vem kaj, kva se dogaja, ne. Tako da to mi je bilo čisto ok, tudi ljudje zgoraj, zdelo se mi je, da so jim dali dovolj nekega časa, da smo videli pač njihove osebne štorije, da smo pol razumeli, zakaj on hoče nazaj na zemljo, vseeno, ne, zakaj tudi on starega hoče pospremiti in tako naprej. Tako da to prekrivanje meni ni bilo toliko napačno. Nasploh se mi je zdelo v tem filmu, kar bi jaz pač, da ne pozabim, rad opozoril na te točki, je, da ni bilo vseeno toliko pretiravanja z čustvi. Meni je to bilo pozitivno. No? Meni se ni zdelo, da zdaj mi rabimo, ne vem, Georgea Clooneyja, kako gleda TV, na katerem ljudje umirajo, pač neke novice in tako, pa katastrofo gledati, zato da bi mi opazili, kako sam je, kako izoliran je, kako je pač ta občutek, da je na koncu sveta ti dobiš absolutno že dovolj s tem, da je pač tam ta pač zima oziroma ta pač nova ledena doba ali karkoli se sproži istočasno, da je pač sam v gromozanski bajti, da ga pač vidiš, kako ves čas buli vse te ekrane, ki jih ima prežgane in tako. To se mi je zdelo čisto dovolj, da nisem rabil še tega, predvsem pa sem se bal konca, bal sem se tega, kako bo on zdaj, pač ko bo Felicity, pač tole, kako smo že rekli, Iris, dobil končno na ta mikrofon, pač kaj bo tam povedal, ne, ali bo zdaj tako I am your father scena, ali bo zdaj neki, ampak je bilo... Ne vem, meni je bilo zvedeno zelo, zelo dobro. No. Se mi zdi, da tle Clooney ni pretiraval z, pač, kot sem rekel, s čustvi, a več tudi to, recimo, da je on pač smrtno bolan, ne, da ima raka, da si pač mora to transfuzijo dajati. Ne. Tudi to v končni fazi, dobro, na koncu je že precej kašljal, pa že vidiš, da je pač pri koncu, ne, ker pač v hollywoodskih filmih je vsaka smrt prihaja s kašljanjem. Ampak se mi zdi, da pa niso pretiravali s tem, kakor sem bral, tudi so vse reference na raka in na vse to zbrisali iz filma v montaži pozneje, da je bilo več nekega ukvarjanja s tem in tako. Tle so pa to tako naredili, tako da meni se je zdelo, da sta zgodbi dobro povezani, obenem pa ni nekega siljenja v to, da zdaj mi moramo začutiti Clooneyja, kako mu je zdaj žal za vso preteklost. Že tle so mi bili eni njegovi ti flashbacki. Tako, no, pač na meji, vse v tem še bom mogoče bolj, pač zdelo se mi je, da ne skuša film v tebi nekega te povezave, te čustvene povezave med njim pa nikoli videno hčerko ali pa kakorkoli, pa zdaj hčerko, ki bo dejansko prišla mu najbližje, tako da bo se pelala okrog zemlje in šla pač nazaj. Ne? Pač to se mi je zdelo, tako kot je v resnici se z unim avtom, ne? Ker vidimo samo daleč, ki gre v avto, pa pol pride pač ta punca ali njegova pač mama njena, ne, do njega in se pogovarjata in se pol odpelje dalje, se mi je tle zdelo pač zelo simbolno, zelo fino narejeno, ampak tako, kot sem rekel, niso pa pretiravali s tem. No. Meni se je ful dopadlo to in to štejem filmu v ful plus,
da pač ni nihče mi pretiraval s tem in zdaj jokaj, zdaj glej, čuti zdaj to, pač to povezavo, to zgubljeno konekcijo in tako, ne, in seveda pač in z tega vidika pač je ta simbolika v redu delovala, ne, mislim, če odštejemo vso to nasilo, akcijo, ki prihaja s tem, da pač oni imajo probleme s tem satelitom, ki ga imajo na ladji, ne, je spet ta pač prekinitev povezave med hčerko in očetom, pač ni komunikacije med njima. Meni se je zdelo čist ok, no, tako da te dve zgodbi sta se mi zdeli čist fino povezani. Ja, tu se čist strinjam s tabo, jaz bi samo mogoče dodal, mene malo me zaskrbelo s temi flashbacki, ker to se tako bom rekel, v 90% primerih se izjalovi. Ampak ta film je mogel hoditi glih po eni tanki liniji, torej prikazati osamljenost George Clooneyja, ne? Ampak ne pretiravati s tem, ker vseeno je dosti slonelo ta osamljenost na njegovi igri, plus ti flashbacki, da povejo, da pač on je res žrtvoval svoj life, rečemo žrtvoval v narekovajih, za delo, pa raziskovanje, pa za novo upanje za človeštvo, pa da je žrtvoval pač družinsko življenje, rečemo temu družinsko življenje. Pa da hkrati bistvo tale druga zgodba, vesoljsko potovanje, ne, kao da dost organsko skupaj pada in se mi zdi, da kljub temu, da je taka tanka linija, da še kar rata, no? Da je še kar ok, komod bi lahko zdaj, ne vem, pač padel na on kliše, ko ona Majo, tista mlada temnopolta astronautka umre, ker sem vedel, da bo, ker je pač točno tak neki trop oziroma kliše noter bil nastavljen, pa da bo ta ona dva starejša pilota, no, v bistvu tudi potegnila kontrapotezo družinsko, ne, napram Clooneyja, to je bilo sicer cool, ampak, veš, deloma kliše. Tako da mislim, da je bilo glih pravilno z dobršno mero okusa, no, uporabljeno glih teh par zadev, no, in flashbacki, in obe dve vzporedni špuri, no. Tako da, to bi bil moj. Ja, ne, meni se zdi, imam občutek, zdaj tako nekako opravičujemo ta film, da deluje, ampak dejansko filma o koncu sveta ni preprosto narediti. In film o tem otožnosti in osamljenosti in Arktike in vesolja in hkrati tega, da so dejansko to edini ljudje na svetu še dati zraven, pa tukaj ne zapast v patetiko, to je neverjetno težko. Ne? Mislim, da je Clooney izvrstno opravil delo kot režiser in seveda kot igralec, ker zelo dobro odigra tole. Mislim, jaz bi tukaj cel film, kar se tiče produkcije, vizuali, pa tak naprej je izjemen, res je sodoben, full top noč, kar težko verjameš, da to Netflixa, ne? Produkcija. Edino, kaj mi gre v nos tukaj, ne? Zato sem posebej izpostavil prej to glasbeno podlago, ne? Mene glasba ven meče, mene pa glasba tako motila, ker je zraven glavne teme, ki jo slišimo v špici pa v kredicih, so vmesni posegi, se mi zdeli zelo, to bo sicer težka beseda, ampak ne taktni. Ker sem imel feeling, kako da poslušam glasbo, ki je namenjena za nek ameriški patriotski ep. Ne pa za nek sci-fi, ki je resen, rahlo otožen in se mi zdi, tako sem si vmes ne vem, če ste to slišali, ampak jaz sem si vmes predstavljal, kako bi ta film imel emocionalen naboj, če bi bila mogoče glasba Ad Astra noter, naprimer, ne? Nek drug vibe mi je glasba sporočala kot pa tisto, kar sem gledal, ne? In moram reči, da tukaj me je malo ven metalo, ne da je deal breaker, ampak tako sem imel škoda, res škoda, ker tako, če sem samo oči zaprl, sem si predstavljal, da bo zdaj glih kar Mel Gibson z ameriško zastavo mimo preleto. Ne vem, ste videli to slišali, mogoče vama je bilo to cool, se poklapalo. Moram reči, da se strinjam, da Plajeva glasba nasploh je malo bolj upbeat, malo bolj kraljev govor, tisto je tako zelo vesela, hudomušna tema, recimo, ne. In se mi zdi, da ni bil najboljša izbira tukaj. In kot si omenil prej, Ad Astra je tudi dosti podoben film, pravzaprav. Nimaš dejansko konca sveta, ampak imaš res neštalo. Ja, ampak imaš ta očetovski motiv. Ja, točno to. Ja, otrok išče očeta in
tam je malo bolj on the nose vse skupaj, ampak je tudi krasno odigran in režiran in vse. In mislim, da tukaj bi ena bolj hladna glasba lahko bolj pasala zraven in Vesolju in Arktiki. Nek drug skladatelj, kak drug skladatelj bi znal to boljš, pač ne John Williams ali Dipla. Pol bi še res Darth Vadera pričakoval tam v onih vesoljskih akcijah. Ja, ampak sicer pa je zvočna podoba zelo v redu. Mislim, fajn je narejeno, zvoki vesolja in ladje in to so fajn, pa tudi koliko je glasba. Tale uporabljena not je čist super, ne? In na Arktiki in v vesolju. Ne? Ja, vizualno je film res, jaz bi rekel, pač res svež in zelo lep in sjajno narejen. Jaz sem hotel mogoče še samo meniti, da sem prej zagledal, da je tole drugače Clooneyjeva prva vloga po Money Monster iz 2016, se pravi v 4 letih, ne, se Clooney nekako vrnil pred kamere tudi, no, da ni sam za kamerami. Sem pa hotel jaz še seveda omeniti to, kar sem pač opazil že v prikolici, ne, in bom tudi v zapiske bom nalepil eno bom dal tam povezavo, ne? Jaz sem vama v zapiske nalepil slikco svojega tvita, ko sem delil tole prikolico, v katerem sem zapisal, tole ne zgleda slabo, samo če se bo na koncu izkazalo, da je tista deklica privid, ker gre za Felicity Jones kot otroka, njegovo hči, potem sem vam zdaj le pokvaril film. In, called it. En nasmeško zraven, skratka, ja, to se mi je zdelo pa tako, pač se vem, problem, jaz ne vem, jaz mislim, da je dan današnji problem bolj z nami kot s filmom, ne. Zdelo se mi je v redu izpeljano, no, ni me zmotilo. Sicer ne vem, če sem glih razumel, zakaj mora biti ena luškana deklica tam le pač taka zelo nebogljena, prestrašena, ves čas z njim, razen če je to njegov demon, a ne, ker izgleda tako zelo. Ta občutek, imaš malo tega občutka, se mi zdi, jaz sem imel res malo ta občutka, kot da je pač on, ful je osamljen in si je pač začel umišljati nekoga, ki pa tudi predstavlja ta njegov, bi jaz rekel, otroški strah pred koncem. Preprosto je neko otroško nedolžnost in skušanje zanikanja neke realnosti, ki je zunaj, da je nekdo, ki samo riše, pa tako nekako, tako sem si jaz se to predstavljal, no, in mi je bilo mogoče malo lažje. Je pa pač very obvious že od začetka. Skušal nam film sicer nastaviti, da je tam neka deklica ostala, ker jo mama skrbišče. Ampak deklice je seveda ime Ana, ne, ni Iris, oziroma, dobro, se ne vemo, če je res Iris, ampak punčka pokima, ko jo vpraša, če je ime Iris, tako da domnevamo, da je. Ampak, a veš, kaj to pomeni? To pomeni, da so Ano tam samo pustili, ko sta ona dva. No, Igor, ne biti zdaj. Ne, zdaj še večjo depresijo spravlja tega filma. In pač do tistega trenutka, ko pa pač jaz mislim, da je vsakemu gledalcu ratalo jasno, pa tam, ko je seveda ona v avtu, ne, v tem flashbacku in je ne pokaže. Tisti trenutek pa verjetno vsi, če do takrat niso skužili, da je to ona, so verjetno takrat res skužili, da je. Ne. Tako da na koncu me ni toliko zmotilo. No. Se mi zdi, da si fino zapeljali. Ja? Meni se zdi, da je bilo kar organsko notro upeljano, ker lahko bral sem ene par variant, da se vrta lukne zdaj v tem, kaj ona deklica prenese, pa zagrabi, pa lahko to dela zdaj v okviru zgodbe, ki je full sci-fi, a veš, ampak deklica notro uporabljena ne zdaj kot neka plot lukna, ampak kot ta emocionalni naboj, ki ga skušajo povedati. Nekaj vseeno skozi flashbacke mi spoznavamo pač človeka, ki je se odrekal in pač v zadnjih trenutkih svojega življenja išče povezavo navzven in si je pač kreiral to povezavo. In se mi je zdelo pač, tem kritikom bi lahko zdaj tako rekel, vi, YouTube negativci, ali kakorkoli. To se gre za emocije, za čisti lep humanizem, kao človeka, ki je na koncu svoje poti in išče povezavo z ničim, kar je odrival stran svojega življenja. Ne? In se mi zdi pač ta tema,
zelo lepo naslikana skozi to deklico, no? Skozi ta prvi. Ja, hkrati pa pač, če eliminiramo deklico, ne, se seveda izkaže, pač, da je on res v zadnjih stadijih bolezni in da ima tudi neke pač, ne vem, privide, da pozablja stvari, a ne, se pravi, da pol tisto, kar v kuhinji gori, je seveda on naredil, če deklice ni, ne, in je v resnici, se tudi on na začetku tako reagira, ne, ko najde ono skledo na pol neki z nekimi kosmiči ali kaj noter, na pol pojedeno, on reagira tako, ko se vlije v svojo, pač, pozabil sem, že se mi mal meša, pozabil sem tam, ne nazadnje tudi kar neki pije, no, pa jaz mislim, da gledam to, da transfuzijo ima to ni glih najboljš verjetno kombinacija. Ja, pa neke tablete čvoka. Ne, tam. Ja, no, tako da ta koktejl pijače, tablet in alkohola verjetno res ni najboljše, kar je zgodovina že večkrat pokazala, ampak ja, no, pač... Ampak ne glede na to, da ima halucinacije, pa to plava v ledeno mrzlih jezerih in se potaplja pa odlično in potem tudi ga nič kaj ne zebe, ko pride ven nazaj na ledeno ploščo. Se je mal, no, kaj ga zdaj ni zebe. Pa itak je, glih kar se je sveže kri menil, veš, pa ni tako. Ja. Mogoče ima pa ta super soldier serum, pa bo še nadaljevanje. No, to moram reči, da je bila edina scena, ki me je zares zmotila. Vse je super posneta, pa mislim, svaka čast Clooneyju, tudi sem bral, kako so to snemali, da ne vem, tam, ko je vihar, da je bil dejanski vihar, ko so bili na Islandiji in je bilo, ne vem, minus, ne vem, tako, 30 ali nekaj takega. In je enominutni šot lahko posnel, potem pa si je moral fenati trepalnice, ker so zamrznile, pa ni več videl. A pole ta zmržena brada, prav true stuff ali kak njegova, ne? Res ima epsko brado. Mislim, se ti tudi moraš vedeti, kak je to približno. Si bil že v arktičnih razmerah, pa imaš kar grey big bushy beard. Ampak ja, mislim, razen tiste scene pa se mi vseeno zdi povsem dost realističen ta njegov pohod še vedno. V redu mi je bilo, to mi je bilo zelo v redu narejeno. Moram reči, da mislim, tak en pure sci-fi film je to eden boljših novih, ki sem jih v zadnjem času videl. Bolj tu nekje mi je kot Ad Astra, mogoče mi je boljš celo, ampak všeč mi je, da se spet odpirajo neke take teme, zakaj bi morali biti vsi sci-fi filmi pa zdaj o nekih junaštvih in ne vem kaj vse. Meni je fajn gledati, kako ljudje razmišljajo o vesolju in tole mi je bilo zelo, zelo všeč. Ja, poleg tega jaz moram tudi reči, da se mi zdi to kar primerno tudi času, v katerem smo, bom jaz tako rekel, ne, v katerem zdaj recimo, ko je COVID nas udaril, sploh ne razmišljamo več nič o globalnem, pač o podnebnih spremembah, se zdi, ne, čeprav v resnici je tudi COVID del problema, je verjetno tudi so podnebne spremembe zraven, ne, in se mi zdi, da je tak film, ki ti malo tudi pesimistično pokaže, češ pač jebat ga ne bo se dalo, ko bomo enkrat prišli do neke točke, se ne bo dalo obrniti, se mi zdi, da je v končni fazi to tudi čisto na mesto, ne? Da je mogoče, so nas ravno te neke ideje, se mi zdi, da imamo malo ljudje to neko potezo v sebi, da imamo vedno to idejo, vse bomo, zadnji trenutek se bomo spomnili nečesa in bomo rešili stvar, vse bomo obrnili nazaj, ne? Oni iz prihodnosti bojo začeli obračati silnice nazaj in bo čas tekel nazaj in bomo se rešili. Ampak nekako ni nujno, ne? Ni nujno, da se bomo. Mimo grede, ena teorija je, zakaj je to tako pogosto v filmih pa drugih zgodbah. Zato, ker so scenaristi tisti, ki so luftali pa so se kampanjsko učili na koncu in imaš vedno, zdaj se bom to naučil, zadnjo noč za izpit in ga bom naredil. Ne? In imaš to mentaliteto, ki se pol naprej prenese v način reševanja problemov junakov v filmih in hkrati zgradiš fajn napetost s tem. Ne? Vse bo šlo malo, ne, zadnjo noč sem učil. Zelo zanimiva teorija, Igor. Dragi Igor, to je bila pa res zanimiva teorija. Ne vem.
Mi to tebe sem nekaj prekinil, prej tudi si hotel nekaj o koncu sveta povedati ali o vesolju. Ne, to smo že. Temu filmu, kaj bi še lahko očital, ker je 2-urni film, pa da kljub temu, da mu uspe koliko toliko povezati 2 vzporedni špuri plus flashback, ima vseeno se meni zdi probleme z tempom. Ni zdaj hardcore deal breaker, ampak mestoma bi lahko si rekel, da bi pa mogoče kjero sceno lahko pospešil ali pa kjero ven zrezal, mogoče 10-15 minut, ki bi mogoče jaz probo malo zrezati ven, no. Kao zgolj za nek boljši flow. No. Tudi, rečemo, ona scena, ko grejo oni popravljati ven po udaru meteorita, ne, na vesoljsko ladjo, ko so vsi tako začudeni pa zaprepadeni nad širino in globino vesolja, nad Milky Wayom in se vleče tista scena, da oni popravijo zgolj eno zadevo, ful predolgo. Mislim, tak zgodba malo trpi, vse se ful ustavi, no? In pol greš zopet nazaj na zemljo in glih se on pogovarja s punčko nekaj, pol pa zopet hitro pade v neko akcijsko sceno pa nazaj in je tako malo je hektično, pa mislim, da bi se dalo tu čist malo priškrniti. No? Ja, Clooney je rekel, da se njemu zdi ta film kot miks med Gravitacijo pa Povratnikom, Revenantom, glih zaradi tega scenarista. In tu mislim, da je pač dodalo, tale tempo je tam tudi tak, se grejo stvari na boljš, pa grejo na slabše, pa je ful brutalno in mrzlo nenadoma. Ne? Ampak ne vem, meni se je zdelo, da zelo v redu prikaže tam, ko popravljajo ven, ko se zabavajo, pa vse, pa tudi ona je prvič zunaj povedo, ne, in ima celo tisto paniko. Res malo dolgo traja, sploh zato, ker ti je jasno že od prve točke, da bo ona pa zdaj, se to ne bo v redu izšlo za njo. In potem samo čakaš, ful se zabavajo, ampak it's gonna come. Zdaj pa je to spet stvar v tem, smo mi mogoče videli preveč takih filmov in nekdo, ki ni toliko vajen, bi zdaj čisto odpadel v tem, kak je fajn v vesolju in kak se zabavajo tam in bi se zraven bel ta voda. Ja, mal je imel ta sprehod po vesolju, ta vibe tega, ki grejo Kirk, Spock, McCoy pa en ta novi na kakšen planet. Si reče, da je potegnil. Ja. Se mi zdi, da je kar, ima malo tega vibe, je pa res, se strinjam. Jaz nasploh mislim, da je pač malo tle film, ima ta problem, mogoče problem, no, ni problem, no, ampak dejansko Clooney mogoče ne gre čist do konca s tem filmom, da bi naredil pač, a veš, če si jaz predstavljam tle enega evropskega režiserja, enega Rusa, bi to bil film, ki bi imel same pokrajine in vesolje in nič akcije, ne? Skratka, nič ne bi padal vodo, nihče ne bi umrl na postaji, razen prostovoljno, a ne, pač malo te evropske miselnosti mu mogoče malo manjka, pač dajmo film res narediti depresiven, če že delamo depresiven film, ne. Da si jaz predstavljam, da bi to bilo nekaj takega kot Stalker. Skratka, res imeti še manj emocij, še manj neke te akcije. Ne. Jaz moram tudi reči, da me ta akcija se mi zdela pač malo preveč nasilo. No. Čist dovolj bi bilo, da grejo malo ven, pa da še pokaže vesolje, ker planet, mislim, ta luna, no, ki obiščejo, te lepe pokrajine, to se mi je zdelo vse super. No. Res so naredili, pa tudi ta vesoljska ladja, no, se mi je zdela zelo fantastična, malo krade od tam, pa od druge, pa od še kje, ne, da pač je podobna vsem vesoljskim ladjam z kultnih filmov, ampak se mi je vseeno zdela zelo lepa, no, pa zelo taka na zunaj govorim, no, na znotraj se strinjam, da je prevelika, ampak pač gledaj, leto 2049 bo, ljudje bojo že 20 let v karanteni in pač mogoče si želijo vsaj vesoljsko ladjo imeti velike prostore, no. Ja. In mi bomo takrat, če zdaj na hitro preračunam, pri 1516. specialu iz karantene. In ta bo posvečen včerajšnjim novicam o koncu sveta. To bo edino, kaj bo ostalo še od našega zemlje, naših specialih. Ja, absolutno, jaz mislim, da jih pošljemo pol vesolje in da to poslušajo neke rase, ki bojo prišle za nami.
Ja. To je to, kar ostane za slabo. Žal pa nikoli ne bojo izvedeli, kako se končajo romani Game of Thrones, ker še takrat ne bojo šli do konca. Mislim, da je sam to stalnica. Mi pa to, da Martin ne bo napisal do konca. A je hotel še kdo kaj v tem filmu? Še kakšna pripomba? Jaz bi še eno temo izpostavil, ker film ima biblične tendence, nekako zelo katoliški se mi zdi na cajte. Ampak ful se drži nazaj v primerjavi ni on your nose, ni zdaj, ne vem, mati, ne? Daleč od tega. Mislim, da ima tam pač ta neka, veš, končna scena, ne, ki se vrneta torej Sally pa tak njen partner / kapetan nazaj, ta Adam in Eva fora / George Clooney, ki je bog, ki samo s prstom pokaže, ne? Je kot nek ne izgon iz raja, ampak kao pejte pa naredite še enkrat, ker mi smo tle vse zajebali, ne? Se mi zdi taka neka biblična zgodba, skozi sci-fi filtrirana in to orang filtrirana, ampak je tam ta neki moment odsotnega očeta, ne, Boga, ki skuša komunicirati z nami, ne, ampak ne gre, samo pokaže, kje je bil raj nekoč. A veš, taka neka tema je noter, ki se mi je zdela zanimiva, mogoče zdaj, če bi ga še enkrat gledal, ne, da bi lahko mogoče še skozi to sito gledal, da bi bilo mogoče za koga, ki je bolj tenkočuten do teh tem, zanimiva, no. Se vama zdelo tega? Mislim, težko narediš v tej naši kulturi film o koncu sveta, brez da daš nekaj bibličnega not. Ne? In če se je že izognil temu, da bi dal kakršnokoli razodetje variante not, ne? Se pa Adamu in Evi ni. Ne? Se že s tem, kak ta zgodba gre, mora to dati. Kar mi je pa zanimivo pri tem pa je, da v osnovnem scenariju, pa najbrž tudi v knjigi, ona ni noseča. To, da je ona noseča, se je zgodilo zato, ker je on že dal vlogo Felicity Jones, ki je potem zanosla. In namesto, da bi jo zamenjali, je on šel sam spremeniti scenarij, tako da je to dodal. Tako da, če bi bilo to mišljeno že v štartu, bi po mojem bilo ful bolj biblično. Ampak mislim v končni fazi, da da dosti bolj optimističen zaključek zgodbi s tem, da je ona že noseča, kot pač, če ne bi bila. Ne? Ker ne nazadnje pač, glede na vso znanost, ki jo imamo, vemo, da pa na expense, da nosečnost in porod v vesolju ni nekaj, kar bi hoteli furati. Tudi če greš čist sci-fi varianto, ona dva se vrneta nazaj na K23 luno, kjer je pač mogoče še življenje, ampak človeštvo je obsojeno na propad, ker v bistvu ti z enim parom ne moreš zgraditi nazaj, je gensko nemogoče. Mislim, ampak če smo pa zdaj spet na Bibliji, to pa drugo, to pa je drugo, ne, vse zato. Ampak meni se je zdelo, da je čist dovolj v ozadju, da ne tolče ven, za razliko od Ad Astre, kjer je precej več tega, no. Sploh, ko imaš, če daš side by side tukaj pogovor Clooneyja pa Felicity Jones, pa tam pač tale Brad Pitt pa kaj že Tommy Lee Jones. Sammy Jones. Tommy Lee Jones se mi je tisto zdelo zelo tak, v redu. Tule pa mi je bil ta pogovor dost pristen in fajn. Ker tudi ni lep zaključek. Da ni tako posiljen, da bi on v luft skočil in rekel, jaz sem tvoj fotor, pa tako naprej, ampak je pač pustil to praznino vmes. Tišina. Bolj politično. Jaz se tudi absolutno strinjam, da pač te biblične konotacije so in pač so tudi čisto logične, glede na film. Pač tudi tista luna zgleda zelo rajsko, no? Skratka, kar je gor. Pa mogoče tudi ime lune, ne nazadnje, ni zbrano po naključju. 23. psalm je psalm
Bog je moj pastir, the God is my shepherd. To je tisti psalem, iz katerega večkrat slišimo pač v filmih in pop kulturi, I will walk the shadow of the death in ne vem kaj, and Lord is my shepherd in ne vem. V tem smislu, skratka, govori pa pač o božjem vodstvu, dobesedno o tem, tako da mi to res ni bil daleč, če še to povežemo skupaj. Pa tudi Clooney v končni fazi reče, tako da znamenito, jaz sem samo pokazal s prstom, jaz sem samo Unke pokazal s prstom, pa mislim, da imajo Simpsonovi to zelo pogosto, da roka z neba kaže s prstom, pač kao, tako da se mi zdi kar primerno, definitivno zdaj, ali je to dovolj en par, da naredi človeštvo znova, glej. Mogoče pa so še tam kakšni ljudje, kaj pa nikoli ne veš. Sicer pa se nista, se pol na ladji nista sama, če kdo še ostane. Ne, noben. Ne, noben. Točno, sama sta. Ona Maja. Je pa tudi res, da v Bibliji ni glih, da ti zveš, odkot so ostali ljudje prišli. Ja. Mogoče pa tudi Maja imela kakšne jajčnike shranjene, ali pa ne vem kaj. Pa kar najkrat imamo Raised by Wolves sezono 2. Še eno vprašanje vam zavajal, ki je tudi glih navezava na to, koliko se vam zdi, da je vsem tem rasistkom všeč, da se zgodba konča s tem, da Earth no raje je populated by a black guy and a white woman. To mislim, da tak je enim tak kar averzija, tak. Jaz mislim, da mislim, da rasisti ne gledajo sci-fi. Ja, definitivno sci-fi ni za rasiste, ne. Mogoče alternativne zgodovine, veš, mogoče to je za njih bolj. Definitivno so to pač namenoma tako zbrali, ne, to je tudi precej logično, ne. Čeprav pač vidi se, da nista glih krščanska familija ali krščansko vzgojena, ker oba priznata, da tega nista načrtovala. Pač, to se mi zdi tako malo. Mal se mi to ne zdi v redu. No? Sta vse iskrena glede tega. Ja. Kakšen raj bo to, ki ni načrtovan? No. Interstellar scene, veš. Mislim, film se nam je čisto dopadal, je absolutno gledljiv, absolutno poglejte, lahko si to pogledate, in tudi zelo lep je, jaz bom še enkrat pač podaril, ker se res moram reči, res lep film, tako da, pa tudi George Clooney ima strašno brado, tudi to je treba za pogledati. Za oceno višjim je ta brada, veš. Ja, jaz tudi mislim. Glej, če bi Georgea Clooneyja poslali na nek planet ali pa nekam pač drugam, bi že z njegove brade te klice ustvarile lahko novo človeštvo. Vidim, da je Mito tokrat napolnil naš Star Trek kotiček z neko epizodo in sicer kaj si našel, katero sporednice si našel, Mito, s telnim filmom? To je našel sem pa v bistvu ta apokaliptičen / očetovski lik, ki se pogovarja z nekom, ki je na planetu, ki bo poginil. To sem našel povezavo. Torej, epizoda iz The Next Generation, Pen Pals, torej druga sezona, 15. epizoda, kjer Enterprise raziskuje neko osončje, kjer se planeti zelo hitro spreminjajo oziroma so nestabilni. Data, to je naš ljubi android, pa se pogovarja preko radia z neko punčko, ki živi na enem temu planetu in prekrši eno zlato pravilo teh torej Starfleeta, da se ne posega v kulture, ki tam bivajo, ampak se mu zasmili, ker v bistvu Enterprise ve, da bo planet šel v grunt zaradi vulkanske aktivnosti. Data pa nekako proda vsem, da probajo skušati ta planet pa to kulturo rešiti. In je taka zelo lepa zgodbica. Ima par problemov, razdeljene na dvoje, kjer ima še drugo glavno vlogo Wesley Crusher. Ampak to nima veze, predvsem ta osrednja zgodba Data kot nek odsoten oče, ki komunicira z nekim likom, ki go
posvoji skoraj da kot hčerko, jo potem na koncu dela celo k sebi, pripelje, da pokaže, kako bo rešil planet, ampak na koncu zbriše njen spomin, zato da lahko ta kultura nemoteno se razvija naprej brez posega druge civilizacije. In se mi zdi ta tematska podobnost, ta apokalipsa, pa ta nek oče, ki s prstom pokaže, pa pomaga rešiti potem to kulturo, rečemo temu človeštvu, da je to zelo podobno. No? Sliši se izredno zanimivo. Skratka, to je bil naš Star Trek kotiček za vse vas Star Trek fane tam zunaj, ki ste vse te stvari že pogledali. Jaz bom nekoč tam. In smo zdaj v rubriki... Aljoša, jaz samo s prstom pokažem. In smo v rubriki, kaj gledamo, beremo, poslušamo in tukaj, tako kot ponavadi, tako kot zmeraj, začne Igor, da nas razsvetli, kaj je vse uspel pogledati, prebrati, poslušati v tednu dni. Igor. Ja. Zdaj, kot veste, gledam Dark, tako da v bistvu sem gledal Dark, ampak poleg sem pa uspel najti en kratek film, ki ga priporočam vsem in se tudi malo po enem vzdušju navezuje na ta današnji Midnight Sky. Film ima naslov I'm Easy to Find, režiral ga je Mike Mills, ki je tudi naredil scenarij, to je režiser Mike Mills in ne basist udarjemu. Okay. Ja. On je drugače naredil Beginners, ki je ena zelo krasna romantična komedija z Ewanom McGregorjem pa Christopherjem Plummerjem. V bistvu je štorija o tem, da tip ima midlife crisis, ko ugotovi, da njegov foter, ki je glihkar ovdovel, ki ga igra Christopher Plummer, je v bistvu gej. In v bistvu je vedno bil gej, ampak dokler je še bila mama živa, mislim, njegova žena živa, je se odločil, da ne bo prakticiral biti gej, pa zdaj pa na stare leta pa ga bo zaživel. On pa ima še sproti eno, pač sporedno, ki spozna eno punco, pa se z njo zaljubi, ki je igra Melanie Laurent, pa še psa dobita, ki je super cute. V glavnem, ful je lep film, krasen, malo komičen, pa dost čustven, pa posnel je še 20th Century Women, kjer tudi zelo lepa štorija. Skratka tole, I'm Easy to Find, pa je 20-minutni kratek film, ki ga je posnel skupaj z bandom The National. In je v bistvu šel do njih, pa je rekel, če lahko naredi z njihovo muziko en film, pa so bili za. In polko je on začel njihove bitreke skupaj lepiti na neke podobe, pa storyboarde, so oni dobili idejo in inspiracijo in naredili še eno plato. To je bilo 2 leti nazaj. In potem je pač so skupaj nekako dokončali to, da je on naredil film, v katerem igra Alicia Vikander, pa še par drugih ljudi, ampak štorija je njen life in v bistvu cel cajt je Alicia, ampak pač vmes so napisi, koliko je ona stara, kaj se dogaja, od tega, da odkriva, da je svet okrog nje širok, da se lahko dotika stvari, da lahko da, ne vem, okuse, do čustev, do pač potem pač celega life in na koncu umre. In je pač se rola muzika zadaj od The National, ki so super. In to je to, zelo lepo je posneto, nekaj več kot 20 minut traja. Pa Alicia je super odigrala in ful priporočam ta kratek film pa še za po tem Midnight Sky. Najdemo ga kje? Na YouTube. Na YouTube, ok. Yeah. Super, treba pogledati in na vrsti je že Mito, da nam poroča, kako mu gre za Buffy. Dobar, Buffy. Ja, vsaj Igor nimaš več noč napisano, si hotel še kaj? Ne, to je to. Igor je toliko Darko, mi to ne more. Zdaj je čist padel notar računa, vse ti je povedal, da ima celo steno prelepljeno, popisano. Ja, Buffy, mislim, da sem zdaj že na enem 6. delu 6. sezone, torej vmes, ko smo se nazadnje slišali, sem 5. obodel
Cool je, peta mi je boljša od četrte. Malo več se ukvarjajo z še ostalimi liki, ne zgolj za Buffy, ki je v četrti imela sicer čisto svoje mesto, ampak v peti je pa potem bilo malo bolj, Xander je zopet nazaj nekako, no, Willow ima nek razvoj, kljub temu, da vem, da je ta odnos z Taro, torej njeno punco, tako dost na stand-byu, ampak vse ves ta njeno učenje Magicsa gre naprej. Pa ful je postalo dramatično, da ta drama se Orange zašpila, pa všeč mi je, ker je Joss Whedon očitno gledal Deep Space Nine, kjer se je naučil, da treba tudi po Orange akcijadah, ne, ki jih ima Buffy polno, da moraš kdaj tudi kakšen bolj tihi, dramatičen del si vzeti, da se čutijo posledice na likih, da se drama razvije, da malo bolj padeš noter v te like. No, in to mi je všeč, to zdaj dobro furajo naprej. No. Tako da, ja, Zemi je kar cool. No. Tudi po temu The Beast, ta bad guy mi je šel res na živce, ker ni mi bilo jasno, zakaj so vsi iz nekega renesančnega sejma oblečeni, ona pa se obnaša kot neka šmrkla iz srednje šole, kljub temu, da je hudičev bog iz neke dimenzije in mi je čisto zmešano, ampak na nek način cool. Tako da zdaj v tej sezoni ne vem, kdo še bad guy, vem, da pač ta post-mortem obujenje novič Buffy je zanimivo za zdaj, ampak zdaj sem gledal on musical del, to je kar špasno meta komentiranje že, tako da uživam zgolj v temu, bom še videl, kam pela sezona. Kar nekaj zabavnih stvari je tle. Kaj sem hotel reči? No, kako ti je bil všeč del The Body? To je zame, mislim, da si govoril o drami, ko si govoril o tem, si seveda govoril o delu The Body, ki je zame eden najboljših, tudi eden najboljših epizod. Z naslovi sem bolj bog, kjer del to? To je seveda, ko pride domov in je Joyce na kavču mrtva. Kar hardcore, mislim, da te kar šokira, ker Buffy ima vseeno po večini nek bolj lahkoten značaj, bolj pa kar naenkrat imaš najprej nek cancer, bolj pa aneurizem, pa vsa ta drama z bolnicam, bolj imaš neke bankrote, pa veš, kar naenkrat te vrže v zelo drugo predstavo, si kar že tako what the fuck se dogaja. In ja, ta del je cool, ja. Ima zelo... Kako pa ti je bilo všeč tale fora z Dawn, ki so naredili pač, da ima sestro naenkrat? Not so happy, se štekam za kvaso to naredil, ker pač po odhodu Rileyja je Buffy nucala nek emocionalni sidro ali primež, da se tako izrazim, no. Ampak tudi ta igralka ne zmore dovolj, da bi bilo, veš, vse skup neka full hardcore drama zadeva, tako da štekam za kaj, ampak na pol narejeno, no, tako. Ne, drugače je bilo tako, seveda v živo je to bilo še malo drugače, meni je to res, takrat se spomnim, ko sem gledal in bila kar neka sestra, nisem nič tekel, kaj je zdaj naredil človek božji, pa še kar nadaljuje se in si pol si tako, fuck, a so res zdaj oni tle se naredili, kot da je imela ves taj sestro, pa mi nismo opazili, kaj, no pol pa skužiš vso to štorijo. Cel čas skušam nekako tehtati, kako je bilo to takrat, torej 2001 je bila 5. sezona, ne, v bistvu kako je bilo to takrat z njih zagledati, ker tudi konc sezone je tako sam nagrobnik, pa fuck off, pa se tako pizda, to je kar težko, ampak seveda jaz imam na ključku že 6, jaz vem, da gre naprej, ne. In je, pa tudi kako so upeljali Dawn, si predstavljam, da si je folk mislil, pa kaj se vi greste, to je še slabše od najslabše dinastije ali kakorkoli, ne. Ampak moram reči, da je bilo vsaj iz tega pisateljskega scenarističnega pristopa dosti zabavno narejeno, ker vse ona cel cel dnevnik piše, noben ne ve, kdo sem, ne? Noben ne ve, kdo sem v resnici, pa tako naprej, tako da ti pušča tele drobtince, breadcrumbs za glodati. No. Tako da, ja. No, zdaj jaz doživljam to, kar si doživljal, ko sem jaz začel Star Trek gledati. Fino, ampak še nekaj gledaš, vidim. Ja, na Netflix je prišla 5. sezona, torej Brooklyn Nine-Nine. Jaz se nisem prehiteval po piratskih straneh, in sem jo počakal lepo. In ja, kaj ne rečem, cool. Brooklyn Nine-Nine je zakon, nimaš kaj. Jaz bi jo pa mogoče še enkrat pogledal, dobro, da si me spomnil, da je že prišla na Netflixe. Netflixa ste. To je to, Mito? To je to.
Okay, jaz bom tudi povedal nekaj, kar sem pogledal, pa mogoče lahko začnem s tem. Tudi, kar je prišlo na Netflixe nedolgo tega, in to je serija Offert, ne vem, kako se to v islandščini preveri, skratka naslov Trapped, jo najdete v angleščini Ujeti. Na Netflix je prišla druga sezona, mislim, da lani sicer že iz leta 2019. Serija je sicer tako precej sporadična, kako bi človek rekel. Prva sezona je bila namreč v letu 2015 posneta, oziroma je išla, druga pa zdaj v 2019. Taka tipična skandi kriminalka, bi jaz temu rekel, mogoče ne zdaj čist tipična, nima teh prevladujočih tem skandi kriminalke. Je pa druga sezona, meni se zdela izredno zanimivo, zelo aktualna, no, skratka, dogajajo se neki umori in seveda se izkaže, da so to neki, da zatem naj bi stala neka organizacija, ki se imenuje Torovo kladivo, ki naj bi seveda zahtevala, da se vsi tujci poberajo iz Islandije in da se neha islandska narava razprodajati pač nekim tujim globalnim firmam, ki želijo vrtati na Islandiji. Make Islandia great again. Ja, v tem smislu. Hkrati pa seveda potem, mislim, izpadajo, seveda so tudi rasisti, napadajo tam neke delavce, ki so tuji delavci, ampak po drugi strani se seveda izkaže, da ta korporacija je evil in da seveda onesnažuje okolje in da imajo glede tega prav. Tako da ni čisto črno-belo, je pa pol res, da se na koncu, pač nočem preveč kvariti ljudem, ampak vsa ta linija nima kaj dosti povezave s tem, zakaj se dogaja umori v resnici in se na koncu izpelje na tako zelo slovensko zgodbo, bi jaz temu rekel. Se pa spomnim, da mi je bila prva sezona še dosti bolj všeč, no, in ja, čeprav zgleda tale glavni igralec kot Hodor, ni Hodor, no, to je Igor se sicer malo hecal, ampak ja, je pa človek res ogromen in tako, in je zelo dober igralec. No, meni je že zaradi tega serija kar všeč. Skratka, pogledal sem jo, ne vem, če bo tretja sezona ali karkoli, kot rečeno, to je zelo nenavadno posneta serija. Ja, letos pride. Prosim? Letos pride tretja. A res? Letos pride, ja. A ja, no, evo, Igor ve. Zakaj sem jaz nekaj spraševal prazno? Igor ve. Potem sem pogledal I'm Your Woman, nekako smo tuhtali o tem, kaj bi snemali za danes in sem se jaz javil, da pogledam tole. Gre za film, ki ga najdete na Amazonu, v njem igra Rachel Brosnahan in tako, it's not great, it's not terrible, neki vmes, čisto gledljiv film, v katerem pa jaz nekako nisem našel neke blazne poante. Jaz sem pol bral, da eni ful ga hvalijo, zato ker naj bi šlo za film o ženski emancipaciji, meni se ne zdi. Pravijo, da ne bi bil film o nekem materinskem nagonu, meni se ne zdi. Pa pravijo še tudi, da ne bi bilo to gangsterski film ženske perspektive, kar se meni spet ne zdi. Večinoma, kar dobimo, je, da ženska beži pač pred ljudmi, ki jo hoče ubiti, in da se na koncu stvari bolj ali manj razrešijo. No? Tako, predvsej je tak 90 akcijski film, razen da ima zelo malo akcije, da skuša biti zelo realističen, ampak nekako, kar jim pač meni se zdelo najbolj ne poveže, ne nje z drugimi liki najboljš, ne nje s tem otrokom, ne. Meni je malo všeč ta ideja, da pač te kar počijo, to ti vidiš v bistvu neki 5 minut filma, vidiš 2 prizora z njenim možem, v enem mi kar prinese otroka od nekod, ne da bi povedal odkot, pač kao, ker ga posvojita, pri čemer ne veš, a ga je ukradel ali kar, skratka, otroka prinese in to je to. Potem pa že kar imamo to sceno, da je on zginil in nihče ne ve, kje je in je že out of the picture in ona mora bežati. In to še je nekako bilo ok, ampak pol se mi zdi, da ne poveže se preveč dobro s tem, ki jo pomaga za celo familijo, pri kateri je akcija nekako med sabo ni najbolj povezana. Tako, meni je bil še kar mal boring, no, čeprav je tudi tako, to bo mogoče Mito, če ga bo kdaj pogledal, kaj več povedal o tem, pač tudi barve so pač ta kvazi 70-ta, gledamo skozi neko na pol sepijo zelene barve ali ne vem kaj. No. Skratka, meni tudi to ni bilo toliko všeč. Je pa igra pač ful dobra, se Rachel je sjajna igralka in tle v resnici ni kaj za reč, no.
Ampak ne vem, kot rečeno, meni je bil tako malo poprečen, no, nisem izdel nič posebnega. Sem pa pogledal tudi seveda prva 2 dela WandaVision, kjer jaz moram reči, Mito je tudi pogledal, no, in nisi tako nadušen, ne, če prav razumem. Meni se je pa v resnici, štekam, kaj hočejo narediti, štekam so to sceno, da sta zdaj ujeta v neki humoristični seriji iz, ne vem, 70-ih ali 60-ih celo, če ne še prej. In se mi zdi ta koncept še kar zanimiv in kar pogumen za en Marvel, da ne da več takoj akcije in ne vem kaj. In tudi zabavna sta mi, dobro kemijo se mi zdi imata Ja, to je cool. glavna igralca. Ja. Upeljali so končno naše vesoljske sorodnike, se pravi, poleg Shield je zdaj SWORD, je ta skratka agencija, ki jo ima zaprta. In to je to, kar lahko rečem po 2 delih, sej kaj dost pa nimam. Meni je zdaj tako, čakaj, tudi da ne bom spoilil preveč, samo 2 zadevi bom rekel. Tina je rekla, lej, če čem gledati I Love Lucy, bom pač gledala I Love Lucy, zato ker v bistvu zdaj nekako onkraj tega meta komentarja niti ni več za videti, ne, pač imaš 2 magična lika, ki se poigravata z tem, ne vem, ljudmi, ki živijo v temu, ne vem, kako naj temu rečem, v temu žanru, epizodi ali meta komentarju, kakorkoli. Pa čisto ok, mislim, dobro, Left Track mi gre na živce, to kako me požiram. Po drugi strani vem, kaj počnejo, ampak to je pač neko predznanje, ki ga imaš, ne. Še eno dodatno predznanje, ki me tu moti, je pač, da Legion, tudi Marvelov lik, sin profesor Xavierja, ne, ta serija dela točno isto, kar WandaVision skuša vsaj do zdaj, kaj sem videl narediti, ampak 100-krat boljše. Ker so vsi ti žanrski komentarji pa rečemo neke mentalna stanja, da se zdaj tako izrazim, toliko bolj našpičena in že od to prvega dela naprej. Ne? Tako da jaz mislim, da mene mogoče tu moti kao, vidim, kaj delate, pa mogoče malo priškrnajo ene zadeve za Disney Plus občestvo, no? Medtem ko na Legion, ki je pa na FX-u bil in je bil sposojen lik, ne, iz Marvelovega vesolja, je dosti bolj hardcore in ga tudi priporočamo vsem, da si pogledate to serijo, ker kar se pa tam tiče tega rečemo komentarja na neke psihoze pa mentalna stanja pa notranje vesolja pa tak naprej je Legion svetlobna leta pred tem. Pa vem, je drugače, ampak ja. Bom videl, kako se bo še stvar razvijala. Meni je v resnici trenutno prav všeč ravno ta diskrepanca med tem, da bi ta svet moral biti komičen, tudi je seveda totalno seksističen, saj ti komentarji so skozi te reklame, ker so pač vse žena, gospodinja in te fore, ampak se mi zdi, da je v tem neka naraščajoča groza, no? Bom pa videl, kam bojo peljali, pač tale zadnji prizor druge sezone, pač drugega dela je bil pač kar nekaj, tako da nas pač me pa zanima, no pa na srečo niso dolgi, ne? To je zdaj 20 minut je sta prva dela. Jaz WandaVisiona še nisem gledal, ampak koliko sem gledal trailerje, pa to me je ful spominjalo na ne vem, če se spomnite, taka dost kratka scena iz Natural Born Killers je I Love Mallory, kjer pokaže, kako se ona dva spoznata, ampak je kot sitcom, s tem, da je sitcom, v katerem fotor njen, ki ga igra Rodney Dangerfield, razlaga, kako jo bo po noči obiskal in je po Left Track prek tega. Very sick. Pač tako cel film Natural Born Killers, ampak ja, je tudi tam uporabljen tale element sitcoma z Left Trackom na neki drugačni sceni. Ne? Ja, tle še sicer je dokaj, se boš videl, je dokaj še humoristično, sam da prekinjajo neki pač bizarni dogodki ali pa neke stvari, ki skušajo očitno vdreti v ta svet in ne vemo pa še v resnici pač opazujejo to iz SWORD, ampak ne vemo pa čisto točno, če ni Wanda tista, ki je šefica tega sveta, kot smo v drugi epizodi. Jaz sem upam, da ne bo zgolj ostalo pri, kako naj rečem, po imitiranju nekih teh
bivših televizijskih formatov, da se tako izrazimo, veš, da bo šlo onkraj tega, da bo ta zgodba malo širša ali pa bolj zašpiljena. To upam, no, da bojo naredili tu en preboj. Je pa res po 2 delih težko, zdaj odpadem pa komentiram pluse pa minuse. Čeprav je res, da pa jih ne bo dost več, ne vem, koliko je te delo sploh mišljeno, a jih je 10. Meni se zdi, da jih ni toliko predvidenih, ampak pa vsi naj bi bili približno iste dolžine, če sem jaz prav razumel, da ne bo dost več nad 20 minutami, tako da bomo skratka videli, kam vse to pelje. 9 epizod bo, če sem zdaj prav. To se da. Skratka bomo videli. Skratka, to je to, kar sem jaz pogledal. Gledam sicer še eno stvar, gledam Umbrella Academy, ampak o tem bom, ko bom jo pogledal do konca. Skratka, ljudje in ljudine, to je bila že naša 74. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obod, podcast za serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili Mito, malo me je ven metalo Gegič, Igor, nimaš konca sveta, imaš pa resno štalo Harp, in Aljoša, Twitter kvarnik Harlamo. Tole epizodo smo posneli preko spleta z naših domov, mi se čuvamo, upamo, da se vi tudi še vedno še vztrajamo, kljub cepivu, s tem, ko čuvate sebe, čuvate tudi svoje bližnje, sosede, sodržavljane, s tem pomagamo razbremeniti medicinsko osebje, čuvamo se lahko samo skupaj, ostanimo skupaj tudi, ko smo narazen. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcasts, spremljajte platformo Apparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če boste v naslednjih dneh komunicirali z vesoljem, je veliko odvisno od tega, ali boste za to uporabljali profesionalno komunikacijsko opremo, ker delate v kakšnem observatoriju, ali to delate na suho in redno. V obeh primerih sicer priporočamo poslušanje podcasta Obod, v prvem si lahko z njim krajšate čas med čakanjem, da se vam oglasijo zunaj zemeljci, da pride mimo kakšno asteroid. V drugem pa je bolje najbrž, da slišite naše glasove, kot glasove kakšnih nevidnih bitij, ki jih slišite samo vi. Čeprav se morda morate vprašati tudi, ali nas sliši še kdo drug, razen vas. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu smo podcast s K-jem, Obod brez pikic vmes, tja delimo rajce, prikolice in druge zanimivosti in tja lahko usmerite vprašanja, pripombe, komentarje, fotografije, fotografije kopanja v vodi temperature -1 stopinja Celzija, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že, kot sem rekel, 74. epizoda, 19. special iz karantene. Če bo vse tako, kot mora biti in Igor vse dela za to, da bo, se slišimo spet naslednji torek 26. januarja, kako hitro čas teče, smo že 26. prvi mesec bo kmalu za nami, prvi mesec novega leta namreč. In takrat smo se res namenili govoriti o nemški seriji Dark z Netflixa. Zdaj smo vam že dali toliko časa vmes, ker smo parkrat predstavili tale Dark, da ste tudi vi že vse pogledali, tako da naslednjič se res poslušamo v največjem številu do sedaj. Vsi fani nemških serij, skratka, pridite k nam, poslušajmo se. Dragi otroci, ki niste nikoli ostajali po polnoči doma pred kakšnim, ne ZDF, ProSieben in takimi kanali, ne googlati teh stvari. Do takrat pa, drage obodovke in obodavci, ostanite zdravi, kjerkoli že ste, upamo, da ste lahko doma, se slišimo in poslušamo. Je rekel, ne res, od vseh stvari.